Pa občina v bistvu gleda na vaš dogodek? Vem, da so vas celo nekaj promovirali. Oni imajo spletno stran, kaj mislim, da je Visit Koper, kjer promovira vse dogodke, pa sem se jaz enkrat prijavila z našim dogodkom, sem poslala opis in vse, ampak nismo takrat imeli še uradno odprtega društva, tako da nisem mogla upisati davčne številke pa matične in sem mislila, da sploh ne bomo prišli na stran. In sem potem čez par mesecev googlala društvo Umigo, ker sem mislim, da rabila davčno in na tem Biziju ali katere strani že v bistvu to objavljajo, ker so splošno znane informacije in sem takrat videla, da pač imamo tam to dogodek objavljen. Wow. Ne vem sicer, koliko ljudi to sploh obiskuje, ker je tam res veliko dogodkov. Čeprav tako, če vtipkaš v Google, je to eden izmed prvih zadetkov. Potem očitno veliko klikanja, no. V bistvu jaz sem prej našel njihovo spletno stran kot pa vašo. Mislim, seveda, Google algoritem bo pogledal frekvenco obiska na določene strani in to je en velik del algoritma. In seveda, če ima stran obiska, ne vem, več 10,000 na mesec, v primerjavi za verjetno več 100 mogoče na mesec, ne, pa seveda eden više od drugega, kar se tiče zadetkov, tudi če gre vaš content za specifično vaš dogodek, samo če je omenjen Umiko, dogodek Koper, bo verjetno Google videl, ta ima veliko večjo frekvenco, make it a bigger priority. Nismo pa še gledali statistiko od Wixa, za spletno stran, vem pa, da je bil dan pred dogodkom 180 unikov gledal. Torej, to so novi ljudje, ki pridejo. Tako da to informacijo vem, da manjka, nam je tudi član društva, ki je delal spletno stran, poslal na Discord. Nice. Ampak poleg občine in seveda glavnega medijskega pokrovitelja Sloanime, so bili še drugi medijski partnerji, seveda tam, videl sem, da so določene časopisi, televizije prišle. Dnevnik?